Dober dan, lepo pozdravljeni. Me veseli, da vas vidim v takem številu, da nismo tle samo tisti, ki bomo govorili, ampak da imamo tudi nekaj publike. To je vedno prijetno, če ima človek malce publike. Zbrali smo se pa zato, da obeležimo Svetovni dan voda in Svetovni dan meteorologije. Morda letos še posebej stvar izpade kot neke vrste praznovanje, ker obeležujemo tudi 150-letnico ustanovitve Mednarodne organizacije za meteorologijo, ki je predhodnica Svetovne meteorološke organizacije. V Svetovno meteorološko organizacijo, torej specializirano organizacijo Združenih narodov, se je preoblikovala pred 70 leti. Torej imamo dve obletnici, 150-letnico in 70-letnico, ki jo praznujemo letos. Zakaj smo združili oboje? Prvič zaradi tega, ker je to dan z dnevom, torej 22. in 23. pa tudi zaradi tega, ker v Svetovni meteorološki organizaciji ima hidrologija zelo pomembno mesto. Zakaj? Zaradi tega, ker vodni krog in pa podnebje sta neločljivo povezana. Ko govorimo o enem, ne moremo mimo drugega. In v Svetovni meteorološki organizaciji je kar nekaj programov, ki so vezani na hidrologijo. Torej hidrologija praktično je praktično na istem nivoju, kot je meteorologija. Ime organizacije je pač tako, kot je, da ni predolgo. Marsikje v vzhodni Evropi poznamo tudi ureditev, ko imamo hidrometeorološke zavode, hidrometeorološke službe, torej združeno to skupaj. V zahodni Evropi pa je večinoma to še vedno nekako ločeno. Kako smo si zamislili današnji dogodek? Ja, tako kot en tak pregled čez malce zgodovino, sedanjost in pa pogled v prihodnost. To smo nekako navezali tudi na temo, ki je tema letošnjega Svetovnega dneva meteorologije, bodočnost vremena vode in podnebja skozi generacije. Zato smo povabili kar nekaj kolegov, nekateri so že upokojeni, pa so se vseeno prijazno odzvali, da delijo z nami nekaj svojih utrinkov iz preteklosti. Nismo se odločili, da bi sistematično pregledali celotno zgodovino, ampak smo izbrali samo nekaj poudarkov, ki se nam zdijo bolj zanimivi, da vas ne utrujamo pretirano. Potem so kolegi, ki bodo predstavljali sedanje dosežke, seveda z zavedanjem, da moramo ceniti našo preteklost, našo zgodovino, kajti na njej slonijo sedanji dosežki, in pa potem smo povabili še dva mlada kolega, ki se nam bosta v prihodnjih letih, upamo, pridružila in bosta povedala, kako si pa ona dva predstavljata svoje delo in svoj poklic v prihodnje. Ali bomo ta človeški faktor praktično skoraj da izključili in bo tehnologija prevzela vso vlogo, ali pa bomo še vedno potrebni tudi meteorologi in hidrologi. No, da vam predstavim na kratko, z nami so Mateja Nadbah, Branko Gregorčič, dr. Jože Rakovec, magister Andrej Kranjc, magister Zlatko Mikulič, dr. Peter Frantar, magister Roman Trček, Filip Štucin, Gregor Vrtačnik, dr. Andreja Sušnik, Uroš Perkan in Deja Mavri. Zdaj bi pa jaz že kar predala besedo prvi naši predavateljici ali pa govornici Mateji Nadbah, da nam pove nekaj o tem, kako je bilo nekoč. Mateja, izvoli. Ja, hvala lepa. Na kratko bi jaz se dotaknila zgodovine meteoroloških opazovanj, se pravi zgodovine opazovanj in beleženj vremena na ozemlju Slovenije. Tovrstno opazovanje ima pri nas že dolgo tradicijo. Prva opazovanja, za katere vemo, so potekala v Piranu od leta 1785 do leta 1808. Tole je preglednica iz publikacije Toaldo Giornale, kjer so objavili podatke o mesečni višini padavin za izbrane postaje, med njimi je tudi Piran, tretji stolpcu. Podatki so se ohranili zaradi tega, ker so bili objavljeni. Potem naslednja opazovanja so se začela leta 1818 v Ljubljani. Podatke so sproti objavljali v takratnem časopisu Laibacher Zeitung.
Leta 1849 pa so stekla opazovanja v Postojni. Meteorološka poročila hranijo, so še vedno ostala v arhivu na Dunaju. Prva meteorološka poročila, ki pa jih hranimo v našem arhivu na Agenciji za okolje, pa so iz leta 1850 z postaje v Ljubljani. Tukaj je prvo poročilo za dni od 23. marca do 7. aprila. Opazovali so temperaturo in vlažnost zraka, zračni tlak, vremenske pojave za različne ure v dnevu. Opazovanja so opravljali na železniški postaji, takole izgleda železniška postaja sredi 19. stoletja, v takratnem telegrafskem uradu. Uradnik tega telegrafskega urada je bil po priimku Wagner. S telegrafom je dnevno sproti pošiljal podatke na Dunaj. Med meteorološkimi opazovalci je bila tudi Serafina Dežman, opazovala je na meteorološki postaji v Ljubljani v času od 1861 do 1895. Meteorološki opazovalci v tistem času so bili izobraženi ljudje. Leta 1851 so na Dunaju ustanovili osrednji zavod za meteorologijo in zemeljski magnetizem. To omenjam zato, ker so takrat stekla sistematična in organizirana meteorološka opazovanja tudi v Sloveniji. Ta zavod je postavil tudi način dela, kateremu sledimo še danes na državni meteorološki mreži postaj. Tole pa še malo o meteoroloških postajah. Leta 1851, v začetku, se pravi sredi 19. stoletja, je bilo na ozemlju Slovenije, dve postaji. Ena je bila v Ljubljani, druga pa v Postojni. Leta 1895 je število opazovalnic prvič preseglo 100 postaj, in med obema svetovnima vojnama je ravno toliko postaj delovalo vsaj nekaj časa. Največ meteoroloških postaj je bilo sredi 70. let 20. stoletja, okoli 350. Na začetku 90. let 20. stoletja pa smo začeli postavljati prve samodejne postaje. Potlej pa še o arhivu. Arhiv meteoroloških podatkov ni samo zbir podatkov o vremenu iz tistega časa, vendar je to tudi odsev zgodovine naroda. Arhiv govori o kulturi, znanju opazovalcev, o instrumentih, o razvoju stroke, govori o krajih tistega časa. Tako da bogat meteorološki arhiv ni nekaj samoumevnega, je rezultat truda in vztrajnosti tisoče opazovalcev, ki so z entuziazmom vsak dan opazovali in beležili vreme v Sloveniji. Nekatere zgodbe opazovalcev so naravnost neverjetne. Taka je recimo zgodba Moja kredarica iz našega Facebooka. To sem čisto na kratko predstavila, tako da kaj več pa lahko še, če koga zanima. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosila kolega Andreja Kranjca, da malce deli z nami svoje utrinke iz časa, ko je začel delati v prognozi. Izvoli. Pozdravljeni. Se sliši? Ja. Jaz sem začel delati na Hidrometeorološkem zavodu leta 1973 in mislim, da sem se 15 let sem bil v prognozi, že takrat pa potem še nekaj let pa na obrambi pred točo. In meteorologi so seveda delali razne stvari, kot jih še zdaj, v klimatologiji, agrometeorologiji, medicinski meteorologiji in tako dalje. Tako jaz se bom malo posvetil med prognostiki, kjer sem delal. Razlika med delom takrat in se pravi v 70 letih in zdaj je zelo velika. Zadnjič sem bil v prognozi, sem šel pogledat, da bom imel realno predstavo, kako je zdaj. Zgleda zelo drugače. Tam sem naštel 10 ekranov, kjer imajo seveda vse razne produkte, modelov, radarsko, satelitsko sliko in tako dalje. Mi pa nismo imeli ekranov, tudi ne računalnikov, ampak smo imeli svinčnik pa barvice, da je izgledalo kot kakšen vrtec v osnovni šoli in smo analizirali karte, v katere so prej vnesli tehniki v zbirnem centru
podatke z merilnih postaj, z meteoroloških postaj. S črno smo, s svinčnikom smo izobare risali ali pa kaj so bile, izohipse na višinskih, potem z rdečo, tako kot zdaj, z rdečo tople fronte, modro hladne fronte, z vijolično okluzije in tako naprej, zeleno dež, zelene zvezdice sneg, rumena megla in tako naprej, tako da je bilo pestro in barvito. Tehniki v zbirnem centru so morali zelo hitro te podatke vnašati, so jih dobivali večinoma po teleprinterju, nekaj po radijski postaji. In imeli so tak peresnik z 2 majhnima pereščkoma gor, pa črnilnik z 2 lukencama, zelo blizu ena drugi, z rdečo in modro tinto. In potem smo našli eno pa drugo, spravo, recimo različna barva za naraščanje padanja pritiska, za temperaturo in tako naprej. Najhitrejši, mislim, da je bil rekorder Matjaž Prelog, najlepše pisal Milan Gosar in tako naprej. En vnašalec je bil tako bolj zabaven, kadar je prišel k meni, kadar sem bil popoldne dežurni, je ponovadi rekel, evo, je prinesel karto, evo, Andrej, to pa ti ne bo napotek za naprej, ne. Tako da je bilo čas kar zabavno. Dobivali smo, analizirali smo vse te karte ročno, dobivali pa smo tudi nekaj že analiziranih kart iz Nemčije in Velike Britanije, se mi zdi, in sicer po faksimile aparatu ruskem Ladoga imel potem ruskem po jezeru, največjem v Evropi. In to je prihajalo po dolgovalovni zvezi, ena dolga žica je bila napeljana zunaj in včasih je ta zveza delovala dobro, včasih ne, tako da so bile s karte tako. Starejši kolegi so, takrat še niso bili stari, ampak so nam mladim prenašali znanje, ki so si ga pridobili predvsem na Dunaju in v Nemčiji, tako da so nam povedali, kaj je obtok hladnega zraka skozi Dunajska vrata, zastoj fronte na Alpah, pa še marsikaj drugega. Tako da smo se, preden smo se sami verzirali, da smo že imeli nekaj občutka, kaj kakšna vremenska situacija pomeni za prihodnje, v bližnji prihodnosti vreme pri nas. Ko se je, mislim, da je bila leta 1977 zgrajena nova stavba, prej je bila tam samo ena hišica s stolpom sicer, lepa, ampak je bila potem velika prostorska stiska, tako da je bila narejena nova stavba, potem se je pa začel kar velik napredek, hiter napredek meteorologije, prišli so novi mladi meteorologi, začela se je opremljanje se je začelo z računalniki in tako naprej, tako da je tudi prognoza vremena kar hitro napredovala. Tudi zdaj po mojem občutku kakšne analize nisem delal ali videl, ampak so napovedi kar znatno bistveno boljše, kot so bile v mojem času. Spomnim se pa recimo kot zanimivost enega poletja, ko je bila zelo taka dolgotrajna omega situacija in okrog 2 meseca je bil edini problem za prognostika, kako napisati napoved, ne bo čisto enaka kot prejšnji dan. Verjetno se taka situacija tudi zdaj še kdaj ponovi, ne. Zanimiva situacija je tudi bila višinska kaplja hladnega zraka oziroma višinski ciklon, ki se giblje tako, kakor mu paše, in ko smo enkrat mislili, da smo ujeli vzorec, kako gre, se je pa ta spremenil, pa je bila napoved spet napačna, tako da to je bil en tak velik problem, ki se je odražal tudi recimo na obrambi pred točo, ker je bila napoved tako negotova in so se nevihte pojavljale, ko niso bile pričakovane. Kot mogoče še 2 zanimivosti. V tistem času je bil zelo popularen amaterski meteorolog Kolčitski iz Beograda. In tudi pri nas so ga mnogi ljudje, predvsem starejši, zelo cenili, so rekli, ja, Kolčitski je rekel to pa to. Jaz sem pol enkrat naredil analizo in sem jo objavil tudi v časopisu, pa je bilo v bistvu vse je bilo mimo. On je imel tako osnovo. V celem letu je nekje konstantna količina padavin vsako leto. Če v prvi polovici manj, v drugi polovici več. Temperatura pa v Beogradu je taka, v Zagrebu stopinjo nižjo, v Ljubljani stopinjo nižjo in tako naprej. In se pravi, nič se ni, za več mesecev, za leto ali 2 leti sem naredil, žal se ni nič jemalo. Še ena zanimivost. Čisto na začetku moje kariere je prišel k meni nek človek iz Primorske, ki je bil amaterski napovedovalec vremena. Starejši kolega so ga že poznali, tako da so ga kar k meni poslali
In on je delal dolgoročne napovedi, tudi za več let, vsak dan. Imel koledarje, vse popisane, za vsak dan, kakšno bo. In potem enkrat mi je prinesel nekaj na enem listu, pa bi pisali nekaj opomba, spodaj pa enačba, formula 14 še ni zabeležena, ker sem jo ravnokar izumil. Se pravi, ta človek, ne da bi si jaz norca delal, ampak tako, taka zanimivost je bila. No. Enkrat sem mu rekel, pa lejte, delate prognoze za 20-25 let naprej, dajte mi narediti eno prognozo za naslednjih 10 dni. Sem rekel, dobro, za en teden naprej mi naredite, pa ne, ni bil zadovoljen. Pa sem pa list pred njega porinil, ki je primis pa svinčnik, pa je napisal za en teden, pa žal tudi to ni bilo uspešno. No. Še ena zadeva, čas so bila takrat v tistih letih z Miranom Trontlom, smo napovedovali na televiziji in pač potem te ljudje poznajo povsod, kaj rečejo, kaj vprašajo za vreme, kaj rečejo, odkot se poznava. In enkrat sem imel en tak primer, pride en kmet prav, odkot se mi da poznava, predtem sem jaz lahko kaj rekel, že vem, na pogrebu, na sejmu pogrebne opreme sva se srečala. Ni bilo. Še ena razlika mogoče, to je pa zadnja moja, v zimskem času je bila precejšnja razlika med delom prognozi pa zdaj. Ker takrat, ko je prognostik prišel ob 4 približno v službo, je najprej moral pepel iz peči spraviti, dol v kanto odnesti, potem zakuriti lepo v peči, tako da se je razgorelo, potem se je pa spravil na delo, če so bili prsti že dosti ogreti. Tako, hvala. Hvala lepa, Andrej. Predlagam, da ostanemo kar na področju prognoze. To je pa že moja generacija. Branko, izvoli. Lepo pozdravljeni. Se bom navezal kar na kolego Andreja Kranjca. Rekel je, da je on začel že z delom na HMZ-ju leta 1973. No, takrat sem jaz hodil še v 6. razred osnovne šole in začel pisati svoj vremenski koledar. Se pravi, sem bil kot en tak navdušenec, amater, ki sem 4-krat dnevno beležil te vremenske pojave in z radia tudi si pomagal s podatki o vremenu in nekako me je zagrablo, no, bom rekel, že takrat v osnovni šoli in potem sem nekako samo sledil tisto pot, ki je bila potrebna, da bi postal meteorolog, ne. Vse skupaj je baziralo na enem članku, mislim, da ga je profesor Petkovšek v reviji Pionir objavil in tam je bil tudi en tak poziv mladini, da naj svoje opazovanja pošlje na revijo, pa jih bojo nagradili. No, jaz nisem nikoli poslal, ne, ampak jih pa še hranim, no, tako kot zanimivost, ne. Ja, sicer pa, tako kot je že kolega Andrej omenil, izmenjava podatkov je tudi v 80. letih, ko sem jaz, recimo leta 1985, prišel na HMZ, še vedno potekala preko teleprinterskih linij in preko vozlišča v Beogradu. Šele potem, koncem 80. let, ko je naš kolega Jože Roškar postal direktor takratnega Zveznega hidrometeorološkega zavoda v Beogradu, so se opremili na tem zavodu s računalniki in potem se je začela računalniška izmenjava, tako podatkov, kot kasneje tudi kart. V 70. letih oziroma v začetku 80. let je postal operativen tudi Evropski center za srednjeročno vremensko napoved, baziran v Readingu pri Londonu. In prve njihove karte smo mi začeli s pomočjo deloma tudi privatnih poznanstev in sploh dobrih odnosov z avstrijsko meteorološko službo prejemati po računalniški povezavi že tam okrog leta 1983. Tako da tu smo prehiteli naš nacionalni center, ki je bil v Beogradu, ki še ni bil tehnično sposoben tega prenosa, ne. Tako da še vedno smo karte deloma sprejemali tudi preko teh radio, telefaks povezav. Res, da smo tiste ruske printerje nadomestili potem s sodobnejšimi japonskimi, ker tisti ruski so zahtevali še tak elektrolitski papir, ki je zelo smrdel, ko se je sušil, ker so tiste kemikalije izhlapevale v prostor in
Stene so bile že po nekaj mesecih ne več bele, ampak kar rumenkaste, tako da danes to stališča varstva pri delu zdravja, pri delu ne bi šlo več skozi, ne. Takrat pa mislim, da se nihče ni zelo obremenjeval s tem, no. No, ampak v Avstriji so potem izdelali tudi tak bolj moderen ta sprejemnik, ki je pa deloval že na navaden papir z igličnim tiskalnikom, ne. Ja, tako da počasi se je zadeva razvijala, mogoče lahko pogledamo, kako smo risali včasih karte, grafike seveda računalniške ni bilo, a ne. Dežurni je dejansko ustvarjal take umetniške produkte, se pravi, risal je vremenske fronte za dnevne časopise in tudi televizijo. V tem je bilo tako kar nekaj romantike, bi lahko rekli, a ne, ker si se moral dejansko tudi majčkeno posvetiti situaciji in s tem, ko si narisal kakšno tako karto, sam si potem tudi bolj stal za samo situacijo in mogoče tudi lepše ubesedil samo napoved, a ne. Zdaj to pač poteka z drugačnimi orodji, no, ampak recimo sam princip, torej izdelava prognostične nižinske karte z vremenskimi frontami, z obarami za naslednji dan, to se še vedno izvaja, a ne. Samo z modernejšimi orodji, ne. Tako da z leti smo seveda potem kot samostojna služba po osamosvojitvi Slovenije postali tudi člani Svetovne meteorološke organizacije. Včlanili smo se v mnogo teh mednarodnih združenj, tako Evropski center, v EUMETSAT, EUMETNET, pri različnih projektih smo sodelovali, no, in zdaj vse, kar delamo, se pa pravzaprav navzven zrcali preko svetovnega spleta, ne. Tamle je že bila prejle ena naslovnica našega portala Meteo.si, kjer se v bistvu dejansko že s pogledom naslovne strani vidi veliko informacij in tudi osnovne napovedi, pa seveda tudi stanje vremenskih opozoril, ki so še vedno osnovna naloga nacionalnih meteoroloških služb. Tako da vabljeni, kdor redno ne uporablja te strani, mu jo toplo priporočam, ker se bo v teh razdelkih znotraj skriva enormna količina informacij, tudi zelo koristnih, tako o dejanskem stanju, o klimatoloških vrednostih, kot tudi prognoza. Jaz bi toliko. Hvala. Hvala, Brane. Jaz bi dodala še to, da ko sem prišla v prognozo, to je bilo kakšnih 5 let pred tabo, so me najprej naučili, karta mora biti lepa. Narava je lepa, ozračje je lepo, gladko in če karta, ki jo izrišeš, ni lepa, potem je sigurno nekaj narobe s tistim, kar si naredil. Tako da je bila to kar precejšnja šola za to, da smo se, vsaj naša generacija, še malce umetniško izobraževali. Lahko še poveva, da so vremenski simboli so bili pa kot štampilke, ne? Mi smo dejansko štempljali tiste dežničke pa oblačke na karto z roko. Ja, nekatere pa tudi pol na roko risali in med nami je bilo kar neko tekmovanje, kdo bo narisal lepše sončke, pa lepše oblake, pa lepše znakce za strelo oziroma za nevihte. Tako da je bilo tudi malce takega umetniškega izpopolnjevanja pri tem našem delu. Po te produkte grafične so potem prišli kuriri, ne, s posameznih teh medijskih hiš in so spodaj potrobili in smo jim metali čez okno dol te karte, eno za delo, eno za dnevnik, eno za televizijo. To smo 3 zelo podobne karte, ampak na različne podlage risali. Jaz bi zdaj predala besedo profesorju Rakovcu, ki ima malce bolj zahtevno temo, ne tako sproščeno, kot sva jo zdajle obdelovala z Branetom. Izvoli. No, jaz sem pripravil 2 seriji slik za 2 seriji spominov, ne?
En spomin je bil, kako sva šla z Alešem Poredošem na Dunaj, da sva Slovenijo vključila ali pa bolje povedano uštulila v Aladin, ki je model za napovedovanje vremena nad omejenim področjem. Pa kaj se nama je zgodilo, ker sva se vračala nazaj? Zelo zanimivo anekdoto, ampak ne bom nič o tem rekel. Ne? Ta druga mi je pa tudi precej anekdotična. Ne? In sicer o obrambi pred točo in o drugem meteorološkem radarju v Sloveniji. Ne? Zdaj, toča je huda ujma. Ne? In ljudje so se proti njej branili na vse mogoče načine, naprimer z zvonjenjem, ne? Ali pa naprimer z streljanjem z možnarji. Ne? Pri streljanju z možnarji je bila nekaj časa Slovenska Bistrica svetovni fenomen. Namreč tam je Bürgermeister Štigler organiziral možnarje in so streljali proti toči in toče ni bilo, to se je razvedelo po celi Evropi in tudi čez lužo in potem so rekli, ja, če oni, pol pa tudi mi. Ne? In seveda so branili proti toči z možnarji, no seveda, pol sta se zgodili dve stvari. Ne? Proizvajalci možnarjev so se preusmerili v kanone, ker je šlo proti prvi svetovni vojni, pa enkrat je fejst toča poklesla, pa je bilo vsega konc. Ne? No, Slovenija je uvedla obrambo pred točo z raketami po sovjetskem vzoru zato, ker je bila ta obramba zelo uspešna. V planskem gospodarstvu si namreč moral biti uspešen. Če nisi bil uspešen, se ni dobro končal. Ne? In seveda vsi ti branitelji proti toči so poročali v zelo, zelo visoki uspešnosti. In seveda jih bomo posnemali. Ne? No, in tako je Slovenija upeljala sistem obrambe pred točo z raketami na štajerski strani. Ne? Potem so pa rekli, ja, kaj pa na primorski strani? Ja, tudi, ne? No in potem je takratni republiški izvršni svet predlagal jugoslovanski vladi, ne italijansko vlado, sklene mednarodni sporazum za skupno obrambo pred točo v Furlaniji, pa na Vipavskem, pa na Krasu, pa tako naprej, v Brdih. Ne? Takrat je bil predsednik izvršnega sveta Dušan Šinigoj in njegov oče je mu tudi uspešno obrambo pred točo. In sicer je Šinigoj povedal tole, njegova obramba pred točo je taka, en vinograd ima tam, enega ima tam, enega ima pa tam. In seveda, ker toča udarja v pasovih, mu nikoli ni vseh vinogradov potokla. No, potem pa seveda, če je bil mednarodni sporazum, je bilo treba postaviti drugi meteorološki radar. In drugi meteorološki radar so ga kupili, so začeli že graditi na Slavniku, ne, na kar se je pojavila neka civilna iniciativa, ki si takrat še ni rekla civilna iniciativa, se je rekla drugače, ne, ki je ugotovila, da to utegne biti pa hudičevo nevarno. Ne. In seveda, kaj zdaj? Ne? No in je šla neka skupina ljudi v Podgorje pod Slavnikom, to je vas, ki je na 500 metrov približno nižje, ne, od vrha Slavnika, tem ljudem razlagati, da seveda radar s antena sploh ni narejena tako, da bi dol v Podgorje svetla. Ne. Sploh ne more svetiti dol. Res pa je, da so še majhni stranski, v stranske smeri gre tudi še malo, ampak zanemarljivo malo. No, potem je ljudi recimo skrbelo, da utegne mogoče burja zanest elektromagnetno valovanje dol v Podgorje. Ali pa recimo v druge vasi tam na Koperskem. Ne? Ali pa recimo, da bi se sevanje radarsko absorbiralo v kapljicah pa v snežinkah, pa da bi potem ta reč dol prinesla sevanje. Ne? Seveda niso vedeli, da je to ni radioaktivno sevanje, ampak da so to valovi, elektromagnetni valovi podobni radijskim valovom. Ne? In če se to absorbira, ali pa mikrovalovki, ne? V današnjih kuhnah, če se to absorbira, se spremeni v toploto, sevanja ni več.
No, in je že izgledalo, da je ta skupina ljudi nekako uspela prepričati tiste prebivalce tam, da ja, morbiti pa res ni nevarno, morbiti bi pa mi lahko vsem rekli ja. No, pol pa pride pegola, kar se reče v tistih krajih. Ne? Pegola pomeni smola. Ne? Oglasil se je en profesor iz fakultete za elektrotehniko in je rekel, poglejte tole mojo uro, jaz jo sicer nosim, ampak na tej uri so številčnice, ki svetijo, ali pa tiste pikce, ali ne vem, kaj je bilo, ne? Številke ali pa pikce. Ne? Sej jaz jo nosim, ker je to zanemarljivo malo, ampak prav nič pa tudi ni. Pri tem je hrabro zamolčal, ne? Da je tisto, kar gre iz tistih zelenih pikc ven, vidna svetloba in od vidne svetlobe, no razen, če se pražiš na soncu, šlo raka fasov, ampak mora biti doza primerna, ne? In seveda z lokacijo na Slavniku je bilo konec. No, potem je bilo pa počas konc tudi z obrambo pred točo. Ne zelo hitro, namreč zgodilo se je cel kup nesreč. Mogoče ste en film gledali, v kateri je ena gospa naredila samomor, tako da se je na rampo s raketami vrgla. No, jaz vem pa še za eno podrobnost. Mende, da je sestri od direktorja tiste službe, ki je upravljala z meteorološkim radarjem za potrebe obrambe pred točo, raketa preletela skozi balkonsko okno na kavč. No, pa niso bile samo nesreče krive, da je bilo konec z obrambo pred točo, ampak tudi nikoli se ni zares pokazalo, da je kaj uspeha. In potem je bila ta obramba pred točo ukinjena. Seveda želja po drugem meteorološkem radarju je pa ostala, namreč. Pri tisti iniciativi drugi meteorološki radar za obrambo pred točo so nekateri verjeli, da bo to pomagalo pri obrambi pred točo in iskreno verjeli. So pač verjeli, da sistem deluje. Ne? Nekateri so pa majčkeno sebično razmišljali tudi o tem, da no, prav bomo pa saj drugi radar dobili. Ne? No in glede na to, da vreme prihaja večinoma od zahoda, bi bilo zelo koristno, da bi videli, ali mogoče iz Furlanije ali pa iz Padske nižine k nam prihaja kakšna huda nevihta, da to se da s pomočjo radarskih slik za pol ure, 1 uro, uro pa pol, morda včasih tudi za 2 uri vnaprej izdati opozorilo. In ker je bila civilna zaščita še vedno v istem resorju kot vojska, se je potem vojska slovenske meteorologije usmilila in je dala svojo lokacijo za drugi meteorološki radar na pasji ravni, tamle po Hograjskih hribi. Toliko. Hvala, Jože, kot vedno odličen govorec. Zdaj pa iz meteorologije malce pogled na hidrologijo. Zlatko Mikolič, izvoli. Sem Zlatko Mikolič. Na HMZ-ju in ARS-u sem bil zaposlen 30 let. Na HMZ-ju sem vodil oddelek za podzemne vode, na ARS-u sem vodil mednarodne projekte, med ostalim sem bil tudi hidrološki svetovalec Slovenije pri Svetovni meteorološki organizaciji WMO. No in s tem WMO-jem je tudi vezana ena zanimiva anekdota. Pač, ko sem se leta 2015 v Ženevi udeležil zasedanja Komisije za hidrologijo, smo obravnavali v enem dokumentu tudi vodne vire. In v tem dokumentu so bili samo našteti padavine, površinske vode, na kar jaz obrnem kartico Slovenije, se priglasim besedi, dobim besedo. Slovenija, gospod predsednik, v evropskih državah, kot so na primer Danska, Avstrija in Slovenija,
Večino pitne vode dobivamo iz podzemnih voda. Prosim, uvrstite vse dokumente kot vodni vir tudi podzemno vodo. No, ampak tukaj še ni konec zgodbe. Naslednji dan se pri enem drugem dokumentu javi predstavnik Ekvadorja. Gospod predsednik, tudi v Južni Ameriki imamo podzemno vodo. To se pravi, da je podzemna voda očem skrito modro bogastvo, katerega se po svetu ne zavedajo dovolj. V Sloveniji imamo dolgo tradicijo raziskovanja podzemnih voda. Prve raziskave so bile konec 19. stoletja, ko se je raziskovalo Ljubljansko polje za postavitev ljubljanskega črpališča. Takrat so bile tudi izdelane karte toka podzemne vode. Sistematično raziskovanje in proučevanje voda se je začelo z ustanovitvijo HMZ-ja 1947. leta in že v prvi 5 letki, takrat smo delali v 5 kletkah, takrat sem bil še otrok, se je organizirala stalna opazovalna mreža vodnjakov in na aluvialnih vodonosnikov. Tam so se merile globine do podzemne vode in temperature vode. Na kraških izvirih se je začelo meriti pretoke vode in temperatura. Prvotno so se meritve izvajale ročno. V 60. letih smo postopoma se je začelo uvajati tudi mehanske naprave. Danes se meri tudi elektronsko, tako da je delno mreža avtomatizirana in so podatki v realnem času. Pridobljene podatke iz redne mreže se je analiziralo in redno objavljalo prvo v letnih poročilih, letopisih, potem v mesečnih, danes se celo objavlja tedensko. No, razen te redne mreže se je kmalu vzpostavila tudi mrežo 2000 opazovalnih postaj, kjer so se izvajale simultane meritve. In na podlagi teh simultanih meritev smo izdelovali hidrogeološke karte toka podzemne vode, potem so se iz tega razvili konceptualni modeli in na podlagi teh konceptualnih modelov se je potem začelo tudi numerično modelirati, naprimer z komercialnimi modeli, kot sta Modflow. V prejšnjem desetletju smo na Arsu razvili tudi lastni model Grova SI, to je vodno-bilančni model. Produkt vidimo tudi zgoraj na karti. No, in s tem modelom je možno modelirati, to se pravi, za vsak hektar Slovenije vodno bilanco. To se pravi, in recimo dolgoletne vodne bilance kažejo, da recimo dobre 40% vode iz slapi oziroma skozi transpiracijo rastlin se vrne nazaj v atmosfero. Dobra tretjina gre v površinske vode in 1/4 v podzemno vodo. No, kaj bi bila moje srčno sporočilo javnosti? Podzemna voda je glavni vir pitne vode. Zato jo moramo ceniti, spoštovati in varovati in se moramo zavedati, vsakič, ko si v kozarec natočimo vodo iz pipe, v kozarcu smo dobili podzemno vodo. Hvala. Hvala, Zlatko. Zdaj prehajamo malce iz preteklosti bolj na sedanje dosežke, na to, kar trenutno lahko ponudimo. In prvi govorec je kolega Peter Frantar. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem Peter Frantar, pokrivam področje podzemnih voda in vodnih bilanc na Agenciji za okolje. Nekako bi nadaljeval sporočilo Zlatkota o nevidnosti podzemne vode, v bistvu, ki se jo vsi zelo premalo zavedamo. Hkrati jo pa vseeno spremljamo tukaj na Arsu kot en glavnih virov vode v okolju.
V Sloveniji je večina pitne vode iz podzemne vode, 98%. Prvič zato, ker je to stabilen vodni vir in relativno enostavno dostopen po celi Sloveniji. Tudi razpoložljivost v povprečju na letnem nivoju je kar velika. Imamo 4 milijarde kubičnih metrov vode na razpolago letno. To pomeni, da vsak prebivalec Slovenije ima približno en olimpijski bazen vode. Pitne vode, ne samo podzemne vode na razpolago. Če pogledamo, zakaj je podzemna voda nevidna, pač danes vizualno, če se pogovarjamo o vodi, večinoma gledamo reke, jezera, morje, površinske so bolj vidne. Načeloma pa se je potrebno zavedati, da imamo podzemno vodo praktično povsod po državi, in je treba upravljati celo površino, se pravi celo porečje, glede na površinsko vodo oziroma kompletna vodna telesa. In če gledamo, to je ena karta razpoložljivih količin, pa koliko nekako porabimo te vode s črpanjem. Porabimo načeloma zelo relativno majhen delež teh razpoložljivih količin. Vseeno pa se pojavljajo v Sloveniji velike regionalne pa sezonske razlike, Na to je pač bila lansko let, letos šele Žižana, verjetno bo, zna biti tudi letos, Zaradi tega, ker se pač potrebe po pitni vodi v Primorju takrat zaradi samih dejavnosti družbe povečajo. In nekako delamo na Arsu tudi projekcije v prihodnost po raznih podnebnih scenarijih. Tukaj povezujemo podnebne scenarije, klimo, se pravi meteorološke parametre, pa vodni krog. In glede na te scenarije se nam dogaja že v bistvu tudi zdaj, da ravno te sezonske razlike pridejo velikokrat v nekako obliki, kao ne more se nam zgoditi, saj imamo dosti vode, ampak na Rižani se je letos, lansko let, v poletnem času se je to zgodilo v Primorju, tako kot vsako leto. Bilo je pa tudi precej nižji nivoji merjenih, se pravi predvsem aluvialnih vodonosnikov in pa na kraškem območju izdatnosti izvirov so bile zelo nizke, sploh v poletnih mesecih, tako da smo prišli že kar neko bolj aridno sezonsko stanje. Kako bo v prihodnje? Scenariji so narejeni zdaj, ali bo to res, je drugo vprašanje. Količine vode, se pravi podzemne vode, načeloma bi bile na letnem nivoju relativno podobne, celo naj bi se malo povečalo, tako da voda bo na razpolago, bo pa treba seveda, predvsem sezonske razlike bodo pa drugačne, sploh v poletnih mesecih zna priti do kakšnih pomanjkanj oziroma zmanjkalo podzemne vode pač ne bo v aluvialnih vodonosnikih, ker to so vseeno velike količine. Treba se je pa zavedati, da te količine niso bi rekel, obnovljive v zadostni meri, kot mogoče pričakujemo, Slovenija pač je bogata z vodo in pač tak je tudi naš odnos do same vode, Treba bo pač ozaveščati splošno javnost, izobraževati in skrbeti za našo pitno vodo pa na celem območju. Saj vsaka dejavnost človeka, se pravi vsaka raba tal prinese vpliv prej ali slej na podzemno vodo, zaradi same dinamike pa se to pozna lahko šele čez nekaj 10-20 let. Tako da čakamo še na to stanje. Se pravi, podzemna voda je praktično nevidna, Vidimo jo direktno prek vodnjakov, če imamo kakšnega skopanga. Tega se danes praktično ne dela več, imamo več ali manj vrtine, se pravi, še tam jo skrijemo. Ali pa prek iztokov izvirov, To je seveda pa spet en lep primer. Krupa, belokranjski biser, ampak onesnažen, neprimeren. Toliko z moje strani, se pravi varovanje in ohranjanje. Hvala lepa.
Hvala in še posebej za opozorilo, kako pazljivo moramo delati s podzemno vodo, da jo ne onesnažimo, pa tudi, da je ne odzamemo preveč, ker problem pri obnavljanju je seveda naravno obnavljanje, ampak če bi bila poraba prevelika, nekatere sosednje države že imajo problem tudi s tem. No in ostajamo še naprej pri hidrologiji in sicer pri hidrometriji, pri pomenu in namenu tega. Magister Roman Trček. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz bi vam rad zelo na kratko predstavil delo naše ekipe na Agenciji za okolje, ki se ukvarja s hidrometrijo. Hidrometrija je del hidrologije, ki se ukvarja z meritvami. In kot taka je pomembna za gospodarjenje z vodami, ker vsaka država, ki da kaj nase, mora imeti pač podatke o svojih vodnih bogatstvih, če hoče neko strategijo, če hoče dobro gospodariti z njimi. Mogoče najlažje vodo kot tako skozi vodni krog razložimo. Zdaj, tle se ne bi preveč ustavljal, se pravičujem malo v angleščini, ampak mislim, da to ni kakšna težava. Mogoče to je eden od prikazov. No. Rad bi pa tukaj samo poudaril, da ste pozorni na razliko med podzemno in površinsko vodo. Ne. Vidite, kakšen velik delež, večji delež je podzemnih voda v vodnem krogu kot površinskih. In tudi so že moji predhodniki to dobro nakazali. Večina pitne vode je iz podzemnih voda, ampak so pa površinske tudi na nek način zelo bolj enostavno dostopne in tudi lažje za meritve do določene mere, ker na mreži podzemnih voda je potrebno zvrtati luknjo. Moramo mi priti do neprepustne podlage in vodo nekje najditi, nekje je pač globje, nekje manj. In ker smo pred leti začeli s prvimi objekti za namene hidrometrije na ARSO oziroma v državi, smo izvajali tudi jedrovanja in analize strukture vodonosnika. Merilna mreža po Sloveniji je razporejena dokaj, da rečem tako, združeno v določenih posameznih poljih. Imamo preko 150 merilnih mest, to so tele pikice rdeče, in kot vidimo so ob večjih rekah, recimo, kjer so vodonosniki. Opremo, ki je nameščena, lahko umerjamo oziroma kontroliramo z merilniki, ki so prenosni in ob stiku z vodo zapiskajo, potem se pa to odčita glede na tam, ali imate tak rdeči trikotniček, recimo zraven tistega kolutka, in se odčita globina vode, ki zapiska ta prenosni globinomer in se potem preveri, kako deluje sam senzor, ki je noter skozi nameščen. Na površinskih vodah mogoče objekti niso tako dragi in kompleksni, treba je zagotoviti dostop do struge in kontrola merilnika v strugi, je pa ta postaja bistveno bolj enakomerno razporejena preko države, jih je malenkost več teh objektov, delujočih v preteklosti, kot je tudi že moja kolegica Mateja, je bilo teh postaj tudi na hidrologiji bistveno več, ampak govorimo o trenutnem stanju, jih je nekaj čez 200. Oprema je zelo podobna, mogoče je pa ta razlika, da je bistveno bolj podvržena mehanskim poškodbam in je še poleg merilnika, ki je v vodi, ki ga vidite tam levo zgoraj, je tudi merilnik, ki je intaktno meri, se pravi, da ni v stiku z vodo, to so merilniki vodostaja zdaj, v gladini govorimo, in v bistvu potem imamo v določenih situacijah dva podatka in vidimo, recimo, če je kakšna, tukaj spodaj se vidi neujemanje, zato ker je prišlo do določenih vej in kamna, ki se je nabral spodaj je levo na sondici in ta je imela določeno dušenje. Na površinskih vodah oziroma rekah je še ta podatek pomemben, sicer je pretok. Pretok se meri tako, da se meri površina in srednja hitrost in se potem to integrira preko celega prereza. Merilniki so odvisni od tega, za kakšne dimenzije rek gre, če so to večje, so tako imenovani profilatorji, ki premerijo čez celo strugo, pri manjših se pa dela točkovne oziroma vertikalne povprečenja hitrosti in potem se to sešteva preko prečnega prereza
korita. Podatki o tej uporabi smo že kar nekaj slišali, no. Skratka, te gladine, ki se beležijo na daljši čas, nam služijo za neke trende in ugotavljanje ter pomoč pri podeljevanju vodnih pravic za namakanje, za vodooskrbo, recimo nekaj taka dva pomembna. Na površinskih vodah nam po podatki o vodostajih in pretokih pomagajo pri statističnih obdelavah, da lahko dobijo projektanti pač podatke za posege v prostor in pa na podlagi teh meritev pretoka se lahko določa tudi oziroma natančneje določa prognoziranje v primeru padavin, kakšne bo za par dni naprej pretok v določenem prečnem prerezu. Ker je to delo precej specifično, je potrebno mednarodno sodelovanje oziroma to je neka taka točka, kjer zadeva postane še bolj zanimiva, ker ugotovimo, da praktično cel svet ima zelo podobne težave. Bodi si recimo tukaj v Kanadi, ko nastane led, tudi v Sloveniji kdaj nastopi, sicer letos ga ni bilo, ampak pred leti smo že imeli take težave in takrat so hidrološki podatki podvrženi dokaj specifičnim razmeram. Ali pa recimo to je po primeri iz Avstralije, kjer kar naenkrat čez noč nastane ogromno dežja in potem recimo ostanejo terenski avti takole zagozdeni v blatu, ali pa recimo tle Avstralci so še mogoče malo bolj ekstremni, no. Skratka, tudi v Sloveniji se ukvarjamo s težavami in jih s pomočjo svojega znanja in pa tudi kakšnih dobrih nasvetov iz tujine ustrezno rešujemo. To bi bilo z moje strani oziroma z strani našega področja. Hvala. Hvala lepa in zdaj prehajamo še na meteorološke meritve. Kolega Filip Štucin, imaš besedo. Lep pozdrav, nekaj o meteorološki mreži, ki zajema zelo osnoven podatek, se pravi vreme nad Slovenijo pri tleh. Ti podatki so pomembni tako za trenutno vreme, za kakšno je trenutno stanje, kot tudi za arhiv podatkov, ki se potem uporablja na dejansko vseh področjih človekovega življenja. Prikazana mreža je samodejna mreža, kajti če bi vse meteorološke postaje narisali na to, bi bilo praktično nepregledno. Kajti poleg avtomatske mreže danes še vedno obstaja 140 klasičnih merilnih mest za padavine, kjer se to ročno izvaja, 15 merilnih mest za temperaturo, tudi ročno izvaja. Ostalo so pa avtomatske postaje, ki jih je preko 100. Tudi same avtomatske postaje so lahko zelo različne, tukaj vidite, da ni vse v eni barvi, kar nekako nakazuje, da so določeni meteorološki senzori postavljeni tudi na drugih samodejnih postajah, recimo na površinskih vodah, kjer je že postavljena vsa infrastruktura in je najbolj enostavno, da tam dodamo tudi kakšen meteorološki senzor, če je to smiselno. Tako da vidite tudi ene modre trikotnike, kjer to pač prikazuje. Tudi same samodejne postaje so lahko zelo različne od začetnih enostavnih registratorjev za temperaturo in vlago, ki jih postavimo v meteorološko hišo in jih vsak mesec pridemo prečitati, do velikih obsežnih samodejnih postaj, taka kot je Ljubljana ali pa na letališčih, kjer zajemamo res širok krog vremenskih količin. S postajami so pa seveda tudi težave. Samodejne postaje so zelo učinkovite, nudijo precej več podatkov, kot jih zmore zbrati meteorološki človeški opazovalec. Delajo lahko po noči, za praznike, seveda imajo pa lahko težavo, če zmanjka elektrike ali pa komunikacije. Takrat nimamo podatkov ali pa celo niso samo prenešeni, ampak celo izgubljeni. So pa seveda tudi drugi vplivi, ki lahko motijo avtomatske meritve. Lahko rečemo, da so tako kot ekstremno vreme ali pa tudi kakšne druge naravne danosti. In hotel sem prikazati tukaj dve stvari. Eno je vpliv velike, visoke snežne odeje,
primer je iz Kanina, kjer smo imeli 2 leti nazaj 4,5 metra snega, na lokaciji, ki je celo nekoliko na grebenu. Domačini so nam prerokovali, da tam ne bomo zmerali dobre snežne odeje, ker ga veter vedno odnese sneg. Vendar se to tukaj izkazalo, da se ni zgodilo in smo imeli ravno na tej lokaciji, moram priznati, da nekakšno dejansko dobro informacijo o snežni odeji. Tle vidimo, to sigurno vsi se kdaj že videli na smučiščih, kaj se v primeru slabega vremena nabere na vseh objektih, se pravi snežne ledene obloge, in samo ogrevanje preprečuje, da ne bi izgubili podatke. Vidite tamle na desni strani 2 kamerci gledata ven iz tega ledu, ker sta ogrevani, in na levi strani vidimo eno kupolo registratorja oziroma 2 kupoli za sončno sevanje, ki sta tudi ogrevani in zato sta brez ledu. Seveda pa snežne odeje pa ne moremo staliti, ne? Tako da določeni senzori so bili pa zameteni. Tole je pogled na drug konec teh meteoroloških senzorjev, ker dejansko gleda ven samo senzor za veter. Spet vidimo, zaradi ogrevanih špic tega ultrazvočnega anemometra so te prosti, tako da podatke smo imeli. Seveda druga zgodba je pa s senzorji, ki so v snežni odeji. Notri je senzor za padavine, za višino snega in za trajanje pojavov, pa za vrsto pojavov. Šele ko smo zadevo očistili, bomo pol videli, so se inštrumenti pokazali, kje so bili postavljeni. Narava nam je tukaj pomagala zadevo korenito in dobro očistiti. Kot zanimivost, ko nam je v to pomoč, izkazalo se je namreč, da smo slučajno postavili naš podest 2,5 metra visok, poleg ene razpoke v terenu, kjer je pozimi nastal dihalnik. To gotovo poznate, zaradi podzemne jame izhaja topel zrak in naredi nekakšen dimnik. In ravno to se je zgodilo v naši bližini, tako da ves sneg, ki smo ga v tem primeru odstranili okoli 8 kubikov, je zginil v to odprtino in tle jo vidimo od spodaj, kako je to videti. Tako da nam je tudi narava pomagala, da smo v tem primeru visoke snežne odeje lahko vzdrževali to merilno mesto živo, v narekovajih lahko rečemo. No, potem pa še drug vpliv je pa manjša samodejna postaja, to je pa na Gorjancih, planina v Podbočju. Tukaj zraven tamle na desni je hiša in zraven je kokošnjak. Tukaj se je pa dogajalo, da tudi ko ni bilo snega, se je občasno pojavil sneg v višini 10 do 15 cm, recimo tale prikaz, to je sicer prikaz snežno odejo, ampak tudi ko je ni bilo, se je v določenih trenutkih pojavil signal, ki je kazal na to, da je 15 cm snega ali pa da je snežna odeja 15 cm višja. Tukaj nismo mogli ugotoviti, kaj to je. Predvidevali smo, zdaj ko smo si vse ogledali, da je bil to verjetno ptič, ki je zaradi bližine kokoši prišel v jutranjem in pa večernem času na prežo, da je pač tam pazil. Ker vidimo, da je to bilo zjutraj ob 6. uri, pa ob zvečeru ob 18. uri, ko je bolj temno in zaradi načina merjenja snežne odeje. Tle, jaz ne vem, če boste videli, jaz sem si prizadeval to prikazati čim bolj. Tamle je rdeča pikca. Zelo težko je to posneti, da tudi vidite, da se to podnev v naravi zelo težko vidi, ampak ko pa pade mrak, je pa ta pika zelo dobro vidna, še zlasti pa, ko seveda ni snežne odeje, je ta dobro vidna, ne. Namreč bela snežna odeja ni ravna kot papir, tako da je ta pika slabo vidna. Podnev ni bilo nobenih težav s temi motnjami, ampak v nočnem času seveda tudi ne, ker takrat pač vse živali verjetno spijo, ampak v tistem prehodu, vsaj tako se je videti po diagramu, je pa bil ta problem, da je verjetno žival tja priletela in se je usedla, ker tudi na snegu ni bilo nobenih sledi, da bi se to zgodilo. Na neki drugi lokaciji, za primer povem, da je pa
Maček naredil pa ravno obratno zadevo, igral se je s to rdečo piko in ko je nano skočil, je snežna odeja padla za 10 centimetrov. To smo pa zvedeli zato, ker smo imeli prizadevanega opazovalca, ki je to zadevo raziskal in je v tistem trenutku tudi sneg nazaj zasula pot, tako da so se meritve nadaljevale. Morate vedeti, da meritve avtomatske snega so samo v eni točki in tam je treba poskrbiti. Problem je, ker mora biti to reprezentativna točka. Hvala. Hvala lepa. Zanimive zgodbice, pa verjetno je še kakšna, ki je nisi delil z nami, ker ti ne dovolim, ker zaradi časovne omejitve. Zdaj bi pa povabila Gregorja Vrtačnika. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Jaz sem pa zaposlen že od samega recimo začetka delovne kariere, se pravi 18 let nazaj sem začel delati na Agenciji za okolje na oddelku za klimatologijo, ki se je v zadnjih letih preimenoval v oddelek za podnebne analize in storitve. Še vedno opravlja ta oddelek približno isto delo kot nekoč, s tem, da se je pa še nekoliko dodatno razširilo in sicer se ne ukvarjamo več samo s preteklimi pa sedanjimi podnebnimi razmerami, ampak smo začeli tudi precej delati na podnebnih scenarijih in pa povezavi med temi preteklimi in pa bodočimi dogodki. Klimatologija kot veda se je sicer začela razvijati že v 19. stoletju, ko so opazovalci v takratnem času vestno zbirali podatke in iz tega začeli delati tudi neke zaključke o tem, kakšne so podnebne razmere v različnih delih Slovenije. Se pravi, v drugi polovici 20. pa v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja je bil glavni namen zbiranja meteoroloških meritev v tem, da so se pokazale razlike med določenimi kraji, da se je tudi videlo, kateri kraji recimo so bolj primerni za kakšno kmetijsko panogo, kakšne so količine padavin, ki padajo v različnih območjih, ne vem, Slovenije ali sveta. Potem se pa sredi 20. stoletja so se ti podatki začeli spremljati tudi za sprotne analize vremena. Pomembni recimo so bili tudi pri dnevu D, pri invaziji zavezniške vojske na obalo Francije. Takrat so se s pomočjo teh podatkov so se že začele risati vremenske karte za sprotno uporabo, medtem ko klimatologija pa kaj dosti ni napredovala. No, na bivšem hidrometeorološkem zavodu so v 70. letih pa dobili prve računalnike in s tem se je začelo nekako digitalizacija oziroma računalniška obdelava meteoroloških meritev, ki je bila precej hitrejša od prej mučnega, počasnega izračunavanja recimo podnebnih povprečij. In zato smo v 80. letih začeli izdajati tudi klimatološke letopise, oziroma klimatološke, se pravi klimatografijo Slovenije, potem meteorološke letopise v 90. letih, začel je izhajati mesečni bulletin, ki je v zadnjih letih znan pod imenom Naše okolje. No in to se je seveda z razvojem računalništva začelo počasi, se pravi, nadgrajevati. V 90. letih smo začeli postavljati samodejne meteorološke postaje, no in s projektom Bober se je mreža, kot ste prej videli, se je močno razširila, tako da imamo zdaj več kot 100 samodejnih postaj. No in ta mreža samodejnih postaj, zelo razvito računalništvo, metode obdelave podatkov so pa zdaj omogočile, da praktično v realnem času spremljamo ne samo podnebne razmere, ampak tudi primerjavo, se pravi z kakšnimi preteklimi dogodki, pa tudi z tem, kaj nas čaka v prihodnosti. No in meteorološki podatki so še vedno, se pravi, te prizemne meritve so še vedno osnova za delo klimatologa. Ko zberemo podatke z neke meteorološke postaje, jih moramo, preden jih zares uporabimo za statistične analize, dobro preveriti, če so izmerki kakovostni, odkriti napake, popraviti. In ko zberemo recimo te podatke in izračunamo letna povprečja, lahko dobimo recimo nek tak potek povprečne temperature skozi leta. In tole je primer za letališče
Jožeta Pučnika Ljubljana, oziroma včasih se je tej postaji reklo Brnik. In vidimo od leta 1900, približno od leta 1950 naprej, pa do leta 2011 smo imeli zbrane in preverjene podatke v projektu Podnebna sprejemljivost Slovenije. No, iz teh podatkov izvornih se vidi, da tam nekje do leta 1980 je bila temperatura nihala malo gor dol okrog 8 stopinj Celzija, potem se pa, kot da se je zgodil v 80 letih skok na višji nivo, približno na 9,5 stopinj Celzija. No in iz tega bi človek sklepal, da je pravzaprav te podnebne spremembe niso postopne, ampak da pride kar do nenadnega skoka na nov nivo in se potem to nekaj časa drži. Seveda pa pri teh meritvah je treba upoštevati, da se izvajajo lahko na različnih merilnih mestih. In ravno na tem ljubljanskem letališču se je lokacija meritev večkrat zamenjala. Poleg tega se je leta 1993 zamenjal tudi način merjenja. Prej se te meritve izvajalo opazovalci, potem se je pa šlo bolj ali manj v celoti na samodejne meritve. No in ko te podatke statistično obdelamo, primerjamo z drugimi postajami, dobimo nekoliko drugačno sliko. No, ta oranžna črta pa prikazuje tako imenovane homogenizirane podatke. To so pa vrednosti, ki jih dobimo, če preračunamo vse meritve na zadnjo lokacijo, zadnji način merjenja, izvajanja teh meritev, in vidimo tukaj za zadnjih približno 15 let, v tem projektu približno od leta 1999 oziroma 1994 do 2011 so meritve videti enotne, se pravi, ni kakšnih opaznih umetnih vplivov. No, predtem vidimo, smo znižali vrednosti, zaradi tega, ker je postaja bila na toplejšem območju, kot je zdaj. Še predtem v 70-ih letih, pa konec 60-ih let, je bila na še na hladnejši lokaciji, kot je ta zadnja. No, začetna leta recimo so pa tam nekje. Se pravi, tukaj se pa že vidi, da gre pa za bolj postopno naraščanje temperature. To je recimo en prikaz, kako je treba meteorološke meritve tudi ustrezno ovrednotiti, da jih lahko uporabljamo za analize podnebnih sprememb. No, potem smo pa v naslednjih letih, se pravi po koncu projekta Podnebna sprejemljivost v Sloveniji, še naprej zbirali podatke meteoroloških postaj, seveda tekoče, hkrati se je nekaj teh digitalizirali iz preteklosti, zbirali so se metapodatki, zboljšale so se metode kontrole, obdelave in tako naprej. No in s tem smo potem lahko na novo analizirali še za daljše obdobje, in to je pa zdaj zadnji rezultat letošnji, je pa obdelava, se pravi za isto postajo, s tem, da imamo pa tukaj od obdobje 1950 do 2022, se pravi približno 10 let bolj nazaj in naprej v obe smeri. Tukaj se pa še bolj lepo vidi to naraščanje temperature, ki je približno enakomerno nekje od leta 1980 oziroma 1985, predtem je bila pa temperatura dokaj stalna, vsaj na tem merilnem mestu, razen na začetku vidimo leti 1950 in 1951 zelo toplo. Takrat smo imeli eno zelo toplo zimo, pa zelo vroče poletje 1950. No in kar je zanimivo, da v teh začetnih letih so bile vrednosti izmerjene primerljive s trenutnimi glede lokacije, no, predtem so bili pa, v mestnem obdobju so bili pa popravki pa podobni, kot so bili pri prejšnjem projektu, in tisto, kar sem prej kazal z oranžno, je tudi vidno na tem grafu, z rdečo so pa novi rezultati. Ujemanje sicer ni popolno, je pa precej dobro, do spremembe je pa prišlo zaradi tega, ker tukaj okrog leta 2010 vidite še vedno neko malo razliko, ker smo potem z novimi podatki ugotovili, da se je pa tudi na tej lokaciji so se spremenile razmere v zadnjih 15 letih in smo to ustrezno popravili. In tole je recimo en tak prikaz, kako sodobno obdelavo podatkov, ki so bili izmerjeni tudi v daljni preteklosti, 50 in več let nazaj, lahko pomembno izboljšamo vedenje o podnebnih spremembah. Če pa vključimo seveda še modelske izračune za prihodnost, pa lahko vse bolj in bolj točno ali pa se recimo bolj zanesljivo povemo o tem, kaj nas čaka. To je bilo z moje strani vse. Hvala.
Hvala lepa. Vodo smo obdelali, voda nam je nujno potrebna, brez vode več kot 3 dni ne preživimo, ampak ravno tako potrebujemo tudi hrano. Andreja, prosim. En lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Andreja Sušnik, prihajam z oddelka za meteorološko podporo kmetijstvu. Že ime samo pove, da se naš oddelek na agenciji ukvarja pač s sektorjem kmetijstva, čeprav v zadnjih letih večinoma se ukvarjamo tudi s številnimi drugimi ekosistemi. Pa mogoče nekaj uvodnih besed, kako se je rodila moja ljubezen do agrometeorologije. Jaz sem študirala agronomijo na Biotehniški fakulteti in tam je predmet meteorologijo predaval profesor Andrej Hočevar in nekako me je navdušil tudi za meteorologijo. Tako da moja diploma je bila ena prvih diplom na agronomiji, ki je nekako se posvečalo področju agrometeorologije. No, potem se je pa ta ljubezen oziroma želja po delu tudi nekako sopadala s tem, da imamo tudi družinsko kmetijo okrog 5 hektarov, kjer smo lahko implementirala to svoje znanje pridobljene na fakulteti in ga potem tudi nadgrajevala na Biotehniški fakulteti skupaj s profesor Kajfeževo, s katero sem pač še vedno sodelujemo in sem končala tudi magisterij in doktorat. Seveda moje delo na agenciji oziroma takrat Hidrometeorološkem zavodu Republike Slovenije se je začelo v 90-ih letih, tako da kaj se je dogajalo v preteklosti in danes nekako vem za obdobje teh 30 let. Pa mogoče za začetek, ko se že pogovarjamo o preteklosti in danes, seveda kmetovalci oziroma ljudi, ki delamo z zemljo, nas je vedno zanimalo, kako pravzaprav ukomponirati v te naše dejavnosti vreme in nenazadnje tudi neke podnebne lastnosti. In tukaj sem izbrala, ker nas v teh dneh že krepko srbijo prsti, kako je v marcu 1848 Blaj Weiss v Kmetijskih in rokodelskih novicah napisal: v naših krajih se sploh začne novo življenje ali kaljenje rastlin spomladi, kadar je po Romirjevem gorkomeru 6 do 10 stopinj ali gradov. Hočem reči, da pravzaprav smo vedno iskali neke povezave, kako, kdaj je optimalen čas, da naša semena damo v zemljo, da bodo primerno skalila in ne bo težav. No, kako pa je danes? Danes seveda se je kmetijstvo v močnem razvoju, tudi v Evropi imamo okrog 10 milijonov kmetov, tudi v Sloveniji imamo okrog 70 tisoč gospodarstv. Res pa, da je specifika slovenskega prostora v tem, da je naša povprečna kmetija velika tam nekje okrog 7 hektarov, kar še zdaleč ne moremo parirati velikim sektorjem v drugih državah. No in tukaj je našteto kar nekaj izzivov novodobnega kmetovanja. Govorimo vsi o digitalizaciji, avtomatizaciji. Levo zgoraj vidite eno tako agrometeorološko postajo na polju. Spodaj smo ravno prejšnji teden na naši postaji v Gačniku montirali senzorje za meritve vlažnosti v tleh in seveda na ta način kmetje želijo priti do podatka hitreje, bolj kvalitetno, ravno tako prognostične produkte. Treba je pa poudariti še nekaj, tudi kmetijska politika Evropske skupnosti in naša skrb za okolje, ki je bila že kar nekajkrat danes omenjena, je seveda pod hudim pritiskom tudi zmanjševanje obsega obdelovalne zemlje. Vsi bi radi imeli avtoceste, tlakovane površine okrog naših bivalnih prostorov. Seveda vedno več nas je in seveda je, kar je Grega že preomenil, smo v izzivu podnebnih sprememb, kar še dodatno seveda bremeni svetovno pridelavo hrane. In mogoče za tiste vrtičkarje tukaj spodaj, ne hiteti semeni v tla. Določene rastline prezgodaj ne bodo zadovoljne s stanjem, tako da na naših orodjih, ki jih trenutno imamo, kaže, da tla v Ljubljani so nekje še med 8 in 9 stopinj Celzija, kar pomeni, da lahko sejemo tam solato, motovilc, redkvico, špinačo, kakšen grah in bob, vendar za vse ostalo pa je treba, da se temperature dvignejo na 10 ali pa 15 stopinj Celzija, naprimer korenček, peteršilj oziroma naša jušna zelenjava pa bo mogla še nekaj časa počakati. Tako da vljudno vabljeni na naše aplikacije, da tudi to vrstne podatke spremljate. No in na kar sem pa še posebno ponosna, je pa, da smo znotraj ekipe ARSO nekako združili znanja, ki so že bila nekako povedana. To je orodje sušomer. Seveda, lansko leto smo ugotovili, da Slovenija nima nekega aktualnega spremljanja sušnih razmer
in smo združili znanje tako hidrologiji, podzemnih voda, površinskih voda, potem agrometeorologiji in ne nazadnje tudi prognoza, kjer vsak teden ob četrtkih lahko spremljate na naših spletnih straneh orodje Sušomir, ki kaže stanje sušnih razmer v vseh delih, ki sem jih zdaj omenjala. Pa mogoče samo za zanimivost, tukaj spodaj je tako imenovan čebeljnjak. Čebeljnjak za leto 2022 do zdaj zadnjega tedna marca in vidite, da to, kar je tudi prej Peter omenjal, lansko leto ti oranžni oziroma rdeči okenčki kažejo, kako se je razvijala suša v preteklem letu in kakšno je stanje letos. Tudi letos, vidimo, sem za nalašč pustila slikco od sredine marca, to se pravi 9. marca, smo imeli na nekaterih območjih v Sloveniji že težave z sušnimi razmerami. Tako da vljudno vabljeni, da to spremljate. No in še ena stvar je vredno, da omenim. Leta 2006 smo v Združenih narodih oziroma na naši misiji v Ženevi kandidirali za sušni center v jugovzhodni Evropi. In smo uspešno dobili kandidaturo. In od leta 2006, Gregor Gregorič je tukaj tudi z mano in Jožef Roškar pa Klemen Brgant, smo v Ženevi lobirali, da Slovenija dobi sušni center za jugovzhodno Evropo in njegovo delovanje v zadnjih letih večinoma nekako finančno podpiramo preko projektov, ker v štartu je vlada Republike Slovenije obljubila, da bo za bazično delovanje sušnega centra namenila 100.000 evrov stalne podpore. No, zdaj Grega, koliko ima v letos na računu? Mislim, da nekaj 1000 evrov, ampak govorim 3 ali 4, ali 10, no, celo 10. No, in kaj se s tem denarjem dogaja? Tukaj imate mogoče en primer, če koga več zanima, kar nekaj bilo teh projektov v zadnjem času. Tukaj je monitoring suše v Alpah z različnimi sušnimi indikatorji in kot lahko vidite, tudi Alpe imajo zadnja leta kar resen problem suše. Tukaj je standardiziran padavinski evapotranspiracijski indeks, ob sredini februarja kaže vse te rdeče barve, tukaj gor kažejo, da so Alpe že v hudi grožnji spomladanske suše, saj se verjetno spomnite, kako je bilo v Italiji oziroma je v Italiji, Franciji in tudi v širšem prostoru, alpskem prostoru. No in o teh traktorčkih sem že nekaj prej rekla, to je neko orodje, ki smo ga razvili skupaj s kolegi iz prognoze. Vse, kar kmeta oziroma nekega bolj naprednega kmetovalca zanima, lahko najde s klikom na ta, bom rekla, eno tako ljubkovalno ime, se mu nadela traktorčki, ker slovenski kmet pa vendar mora imeti dober traktor. No in s klikom na traktor dobite vse te podatke in napovedi za kmetijsko pridelavo. No, vsaj 2. Zdaj niso tukaj omejili na enega, ampak imate pač 15 regij, s klikom dobite informacije in napovedi za konkretno lokacijo, kar je tudi tukaj našteto in seveda določeno opozorila, tudi alarmi za toče, kot je profesor Rakovec omenil, pa upamo, da ne bodo letos zvonili z možnarji. No in mogoče še ena stvar, prebuja se narava. Letos je spomlad, kot se spomnite, nastopila že precej zgodaj, saj smo že v decembru ponekod zagledali zvončke na naših travnikih. No, to je ena taka mogoče stvar, da približamo naše podatke, fenološki arhiv, ki ga imamo od leta 1950, poimenovali smo ga kar fenološka risanka, kjer lahko vidite, kako se neki endemiti v slovenskem prostoru pojavljajo v nekem časovnem sosledju in seveda mi jih s našo analitiko tudi ocenimo, ali so prehitro ali prepozno. In letos je mali zvonček zacingljal zelo zgodaj, večinoma v večjem delu Slovenije. No in še, kako pač bo izgledalo kmetijstvo jutri oziroma naša agrometeorologija z njim. Seveda zelo popularno je rečeno precizno oziroma pametno kmetovanje. Optimizirali bi radi porabo naravnih virov, vode, pesticidov, gnojil in seveda je tukaj naša vloga bo ključna. Seveda danes skoraj povsod govorimo o dronih, satelitih, novih terenskih meritvah, ki se jih ravno prej omenila,
potem povezovanje kmetij, robotika, API, Internet of Things, a ne, to novodoben kmet, ki je modernizirane kmetije, vse te momente vključuje in ravno tako seveda naše aplikacije gredo v to smer. In kako bo izgledala ena kmetija v prihodnosti? To je vir je Evropska okoljska agencija. Če bomo želeli se soočati z vsemi temi izrednimi dogodki in spremembami, ki nam kažejo scenarij podnebnih sprememb, bo dejansko treba v tehnologijo vključiti vse te zadeve, od pridelave v rastlinjakih do različnih tipologij kmetovanja, ki bo omogočala, da bomo ohranili trajno in kvalitetno hrano. In še mogoče za zaključek lahko rečem, vljudno vabljeni na našo spletno stran, če koga kaj več zanima, pa sigurno Tanja ima te naše izročke, kjer pa je več informacij in povezav. Pa še enkrat čestitke vsem kolegom. Hvala. Hvala, lepo si napeljala že na prihodnost. Tako da smo tu še, da slišimo, kaj naši mladi kolegi pričakujejo od stroke in kako si predstavljajo svoje delo. Povabila bi študenta meteorologije Uroša Perkana. Jaz bi pa povedal nekaj na temo napovedovanja vremena s strojnim učenjem, ker verjamem, s tem se jaz ukvarjam in tudi verjamem, da se bo nekako v prihodnosti to vedno bolj uvedlo. Tako da zdaj za začetek bi najprej povedal, kje smo trenutno s strojnim učenjem pri napovedovanju vremena. In recimo na tej sliki tukaj vidimo neko pot enega tajfuna v Pacifiku in s črno barvo je prikazana dejanska pot tega tajfuna, z modro barvo je prikazana pot, ki jo je napovedal klasičen vremenski model Evropskega centra za srednjeročno napovedovanje vremena, ker je vrhunski model, in pa z rdečo barvo je prikazana pot, ki jo je napovedal trenutno drugi najboljši model strojnega učenja na svetu. In vidimo, da recimo v tem primeru je model strojnega učenja kar precej premagal ta vrhunski klasičen model, tako da očitno smo že zdaj nekako na prelomnem nivoju, kjer modeli strojnega učenja dosegajo kvaliteto klasičnih vremenskih modelov. Zdaj, kako delujejo te modeli strojnega učenja? Kot vemo, klasični vremenski modeli delujejo tako, da rešujejo enačbe, fizikalne enačbe, ki opisujejo fiziko atmosfere in na ta način pač napovedo vreme v prihodnosti. Medtem ko model strojnega učenja je pa neka funkcija, ki se uči iz preteklih vremenskih dogodkov. In en primer, na primer, kaj bi se lahko naučil je, da na podlagi zadnjih 50 let vremena bi ugotovil, vsakič, ko imamo neko ful anomalno toplo morje in nad njim hladen zrak, bo ugotovil, da lahko pride recimo do nekih izdatnih padavin, ker izhlapi veliko vode iz morja in se potem kondenzirajo v tem hladnem zraku. In recimo lansko poletje bi lahko model zaznal en tak vzorec ful tople vode nad Sredozemskim morjem, hkrati bi pa vedel, da jeseni vedno pride hladen zrak in to dvoje skupaj bi potem pač združil in morda ugotovil in napovedal tiste poplave, ki so se zgodile lani septembra na Kolpi, recimo. Hkrati pa ena ful koristna lastnost modelov strojnega učenja je, da napoved izračunajo praktično v trenutku in porabijo tudi ful manj energije kot trenutni klasični vremenski modeli, ki se jih zahanja praktično z malo elektrarno. Zdaj pa za sezonsko napovedovanje vremena, recimo to je pa ta model, ki ga pa jaz razvijam in tukaj je prikazana napoved na temperature zraka na 2 metrih, začenši s 1. julijem 2021. In recimo v levem stolpcu je prikazana resnica po 1 in 18 tednih, medtem ko na desni strani je pa napoved tega modela po 1 in 18 tednih. In vidimo, da pač po enem tednu je napoved dobra, vidimo vse štima, poletje, vroče in po 18 tednih se prikrade jesen in nadkopno prodre hladen zrak in model strojnega učenja tudi lepo zazna to prihod tega hladnega zraka. Napoved je v bistvu ful dobra, morda še celo rahlo boljša kot po enem tednu, ker
čemur se reče return of skill, to so imeli enako reč tudi 30 let nazaj na ECMWF-ju, kjer so ti raziskovalci pri ansambelski napovedi, za dolgoročni ansambelski napovedi, ugotovili, da se jim napoved nekako izboljšuje s časom in potem so imeli težave z dobivanjem nekih fundacij, ker jim niso ljudje verjeli, da je to možno, no. Potem so pa pokazali, da je možno, no, in da se to dejansko dogaja. Zakaj pa sem dal ta primer tukaj je, da ta model v resnici za svojo napoved uporablja samo temperaturo na 2 metrih, temperaturo površine tal in 2 spremenljivki, ki sta povezani s tlakom. Ne pozna pa datuma, niti sončnega sevanja. Torej, to, da je on napovedal, da bo prišla jesen po 18 tednih, je bilo popolnoma brez, da bi sploh vedel, kje se nahaja sonce, niti nič kaj takega. Ugotovil je neko povezavo samo iz teh spremenljivk tukaj in naše upanje je, ne, da glih to je ta fora teh modelov strojnega učenja, da znajo se iz danih spremenljivk naučiti tudi neke zunanje povezave, mogoče nekaj o nekih kompleksnih procesih, ki jih klasični vremenski modeli ali ne znajo, ali pa ne zmorejo simulirati trenutno. In zato se upa oziroma sumi, da bojo premagali klasične vremenske modele. No in če bi se to uspešno doseglo, potem bi prišlo do izboljšave vremenske napovedi in posledično opozorilnih sistemov, hkrati bi kmeti recimo lahko boljše izvajali svoje načrtovanje sajenja in podobnih reči in pa tudi izboljšala bi se lahko skrb za vodne in energijske vire in zaloge. Hvala lepa. Malce strašljivo. Torej, mogoče bi se bilo dobro pogovoriti, kje pa vidimo našo vlogo kasneje, ampak zdaj bi dala pa besedo naši kolegici, hidrologinji. Tudi ona je študentka in da nam pove, kako si pa ona predstavlja oziroma kako gleda in morda tudi nam deli z nami, zakaj se je odločila za ta študij. Deja Mavri, izvoli. Dober dan, jaz pa sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, smer vodarstvo in okoljsko inženirstvo. Glavno, jaz nimam za vas prispevka, samo par besed. Vprašanje mi je bilo, kako si predstavljam delo nekega hidrologa in v bistvu jaz si predstavljam tako, da svoje znanje in preučevanje vode, kemijske, fizikalne lastnosti uporabimo na tak način, da lahko varujemo vodne vire, z njimi skrbno, trajnostno upravljamo, da lahko v bistvu varujemo vodo pred človekom in v bistvu človeka pred nevarnim delovanjem vode, za njega nevarnim delovanjem vode. Zakaj sem se jaz odločila za ta študij? V bistvu zaradi tega, ker mi je všeč voda, mi je všeč narava in se mi zdi, da s tem, da preučuješ vodo, njeno delovanje, lahko res lepo skrbiš za tako harmonični obstoj človeka v svojem okolju. No. Pred tem pa bi še rada povedala, da v hidrotehnični hiši našega faksa, torej na Heidrichovi, nas je vse skupaj približno 40, kar je mogoče res malo, posebna študijska izkušnja, ampak nam da to možnost, da se vsi med sabo spoznamo. In se mi zdi, da so vsi ljudje res taki bodoči hidrologi dobri, pa imajo radi vodo, naravo, tako da mislim, da bo za vodo lepo poskrbljeno v naslednjih letih. Evo, to je to. Hvala. Super, hvala lepa, to je bil en tak lep zaključek tudi za vse naše predstavitve. Jaz se iskreno lepo zahvaljujem vsem, ki ste sprejeli povabilo na to okroglo mizo, prispevali k temu, prispevali, da smo obeležili ta naš dan voda in dan meteorologije. Upam, da ste tudi poslušalci, draga publika, uživali v teh predstavitvah. Da vam ni žal, da ste preživeli z nami 1,5 ure in da se nam boste mogoče ob kakšni drugi priliki še pridružili. Torej, hvala lepa. Vse govorce bi pa prosila, da malce še počakajo, če bi kakšen novinar še želel kakšno izjavo.
Tako da, drugače pa hvala lepa, da ste prišli, tako vi kot vi.